Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Tokrat bomo govorili o dobrodelnosti. To je lastnost, ki Slovence poveže vedno znova in znova. Nič nas namreč bolj ne nagovori ali navdahne oziroma navdihne, kot želja pomagati šibkejšemu oziroma človeku v stiski. To dokazujejo tudi številne zelo uspešne dobrodelne akcije in različni tovrstni dogodki. Kako torej dobrodelnost vpliva oziroma oblikuje naša življenja zasebno, kako družbo? Kako torej jasno in iskreno živeti dobrodelnost? In zakaj jo sploh živeti? Na to bomo poskušali in še na marsikaj odgovoriti v današnjem podcastu. Dobrodelnost je namreč tudi ena izmed tem prihajajočega maratona pozitivne psihologije, ki se bo v Mariboru zgodil 20. novembra in že zdaj prisrčno oziroma srčno vabljeni na ta dogodek. Gost maratona bo tokrat tudi moj zdajšnji sogovornik, klinični psiholog, dr. Aleksander Zadev. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni, zdravo. Zdravo, kako ste? Hvala, zelo dobro, v redu, v pričakovanju vaših vprašanj. Potem pa najbolj, da kar greva, ne? Kot sem rekla v uvodu, ena izmed tem, oziroma vaša tema na dogodku Maraton pozitivne psihologije bo dobrodelnost. Pa me zanima, zakaj se vam ta tema zdi tako zelo pomembna, da ste namenili to pozornost, da v bistvu jo boste predavali oziroma o njej govorili na letošnjem maratonu? Živimo v obdobju, kjer nas zunanji dražljaji, informacije, mediji nekako postavljajo kot posameznike v središčno vlogo. Ti si pomemben, realiziraj se, bodi to, kar si. Torej, nagovarjajo naš jaz. Nagovarjajo nas in seveda nam poskušajo razložiti, da smo mi najpomembnejši subjekt za same sebe. V tej trditvi, če jo ne razumemo pravilno, se skriva velika past, ki ima strahovite posledice za posameznika in za družbo. Torej, tisti, ki so dobesedno sprejeli to filozofijo, da smo sami sebi najpomembnejši, brez seveda dodatka, da če nismo močno družbeno vpeti in povezani z drugimi ljudmi, razvijamo strašljive posledice, ne? Od anksioznosti, strahov, depresije, izgube smisla življenja, odsotnosti zadovoljstva notranjega, sreče in tako naprej. Tako da meni se je zdela ta tema izjemno zanimiva, da bi pokazali drugo stran tega kovanca pomembnosti našega lastnega jaza. In to je naše vpetosti v družbene odnose, v povezanost z drugimi ljudmi. In solidarnost, dobronamernost, dobrodelnost so tisti deli družbenega doživljanja, življenja, ki nas najmočneje povezujejo z drugimi ljudmi. Pa bi lahko rekli, da trenutne razmere so še nekako ključne, oziroma rekli ste, da zelo izhajamo iz sebe, ne jaz se poudarja. Zdaj verjetno še bolj kot sicer, oziroma so te družbene razmere zdaj kličejo k temu premisleku v solidarnosti, še to bolj kot, ne vem, pred leti, pred časom. Poglejte, obstajajo družbene razmere, ki so bolj ali manj primerne za doživljanje družbene vpetosti posameznika. Trenutna epidemija je zagotovo tak trenutek, oziroma zdaj ni več trenutek, je v času že kar traja dobro leto pa pol, tudi nekaj več, kjer nas vedno znova opominja o pomenu družbene solidarnosti, dobrodelnosti, dobronamernosti.
Seveda, nekateri ljudje se pri tem nagovarjanju počutijo dobro in se zelo lepo, bom rekel, znajdejo v tem nagovoru, medtem ko nekateri ljudi pa ravno ta klic k družbeni odgovornosti seveda povzroča hude stiske, negotovosti, seveda potem povzroča to na drugi strani pogosto namesto razumevanja nestrpnost in potem imate družbeno klimo, v kateri živimo zdaj, ne, ko je veliko ljudi zelo napetih z pozicije, zakaj se mi postavljajo notranja pravila povezana na moje zdravje, na odločitve z mojim telesom in po drugi strani spet izjemna napetost pri ljudeh, kako ne morete razumeti, da sem pomemben tudi jaz v tem svetu, da je meni težko in da me morate razumeti in je prav, da se recimo v tem primeru cepite tudi zaradi mene, ne samo zaradi vas. In to sta dve sili, ki vlečeta ljudi zelo narazen. Zelo narazen, kar pa je tragedija, ne, da seveda v modernem načinu življenja to ne oddaljuje ljudi med seboj, ampak jih zbliža na tak eksploziven način. In zato morda povečani strahovi, nasilja, agresivnost, verbalna, tudi fizična žal, ki smo jo deležni in priča v zadnjem obdobju. Ampak po drugi strani pa smo se Slovenci vedno izkazali, kadar je šlo oziroma za solidarnost ali pa dobrodelnost, v smislu pomagati človeku v stiski, ne? Ja. Smo pa zelo močni, ne? Tako. Recimo zelo zanimivo je tudi pri zahodnih kulturah, tako kot se prištevamo zadnjih recimo 20 let, 30 let, zelo radi tudi Slovenci, ne, je opazno, da z naraščanjem tega poudarka individualnosti družba sama išče načine, kako bi pokazala pomen družbene povezanosti. In to se dogodi, recimo, če začnem z unega bolj prijetnega konca ob športnih dogodkih, kjer recimo so neke vrste nacionalni prazniki, kot je pri nas Planica, ali pa, bom rekel, v velikih mestih na zahodu, vsak vikend ob nogometnih tekmah, ko pride, ne vem, 10, 50, 70 tisoč ljudi in doživljajo tisto, kar mi enkrat na leto, mogoče v Planici ali pa v kakšnem izjemnem športnem dogodku, kot so bile olimpijske igre ali pa zdaj Evropsko prvenstvo v odbojki. In na drugi strani seveda so te situacije, ki ste jih omenila, ne, povezane tako z naravnimi nesrečami, večjimi naravnimi nesrečami, se spomnimo zadnjega žleda v Sloveniji, potem poplav, ki so bile tako na Koroškem ali pa na Gorenjskem v zadnjem obdobju, ali pa nesreč oziroma bolezni posameznikov, ki so ganile človeško dušo. To pomeni v bistvu v ljudeh, ne glede na to, koliko smo prepričani o tej svoji samopomembnosti in osredotočenosti nase, je še vedno izjemna potreba za to, da bi se čutili del ene širše skupnosti. In v takih trenutkih seveda se priklopimo zelo radi vsi in polnimo svoje baterije družbene pripadnosti. In to je zelo lepo. Žal seveda to ne velja za običajno življenje, ne. Mora biti posameznik ali družba na tak ali pa drugačen način soočen z velikim izzivom. Simbolično, kot sem prej povedal, se dogaja to v športu, pa resnično z katastrofami, boleznijo in tako naprej. No, zdaj ste mi dali to istočnico, omenili ste ta veliki izziv, da takrat, bi lahko rekla, takrat pride na planu oziroma nas predrami ta nek naravn, iskren vzgib solidarnosti, ne? A kdaj bi lahko rekla, da govorimo o iskreni solidarnosti, o tem momentu, da gre za iskrenost? To je v bistvu zelo težko reči. V bistvu teorije pravijo tako, ne, da v resnici altruizma ni, ne, da v bistvu mi ali v materialni ali v nematerialni obliki imamo vedno nekaj od tega, ko pomagamo drugim ljudem. Seveda nekdo reče, ja, jaz sem pa dal kuverto 10 evrov, vrgel v nabiralnik, jaz ne bom imel nič od tega. Ja, ne boš imel v materialnem smislu nič od tega, ampak samo podoba, da si dober človek, da si naredil nekaj dobrega, da si nekomu pomagal, je ravno tako izjemno pomembna. Seveda, zahodna kultura časti materialni izkaz seveda neke samopomembnosti, ne? Ampak po drugi strani
veliko ljudi razume tudi dober občutek. Sej, ko gremo mi nekam navijati, sej mi ne zmagamo, čeprav rečemo, da smo zmagali, ampak v resnici je zmagal nekdo drug. Torej mi uplenimo zgolj nematerialni vidik zadovoljstva ob tem, da so drugi ljudje nekoga premagali v nekem športu, ali pa bili prvi, ali pa dobili medaljo in tako naprej. Ko smo seveda soočeni z boleznijo na drugi strani, je podobno. Mi nimamo nič od tega, če se osebi tej in tej povrne zdravje, v materialnem smislu. Ampak vendarle, v človeški zavesti tli ta potreba po povezanosti, in ko si pomagamo med sabo, mi zavestno ali nezavedno seveda imamo ta občutek, da če bi seveda doletelo kaj podobnega tudi nas, obstaja možnost, da bi seveda bili deležni podobne pomoči. To ne pomeni, da naša pomoč ni iskrena. Ni iskrena, je zelo iskrena, zelo iz srca, ampak če vključimo tudi nematerialno plat človeškega doživljanja, ki je seveda izjemno prisotna skozi naše kognitivne procese, skozi čustvovanje in tako naprej, je seveda ta nematerialna plat pogosto še bolj pomembna kot sama materialna plat tega naše dobrodelnosti, dobronamernosti, ki jo izvajamo do drugih. Rečemo, včasih tudi drobna dejanja, kar še teh materialnih stvari, zdaj, če smo pri materialnem, drobna dejanja včasih največ štejejo, tudi kar se neke solidarnosti in tega tiče. Lahko bi pa rekli tudi, zdaj, če nekako solidarnost, zakaj je tako zelo ključna za družbo? Najprej za posameznika in pol za celotno družbo. Kako vpliva oziroma kako jo oblikujemo s to lastnostjo? Tukaj bom za to razlago bom šel malo nazaj, si bom sposodil evolucijsko psihologijo, ki jo se mi zdi izjemno blizu, imam zelo rad in si jo pogosto sposodim za razlago določenih značilnosti človeškega delovanja. Poglejte, človek tak, kot je, v svetu takem, kot je, sam zase ne more preživeti. Mi smo vrsta, ki za svoje preživetje nujno potrebuje sodelovanje z drugimi ljudmi. Tako kot je večina sesalcev, smo družbena bitja. To pomeni, mi veliko lažje, pa si pomislite zdaj na milijone let evolucije, ne razmišljate samo o današnjem dnevu, smo veliko lažje seveda poskrbeli za svoje potomce, smo se veliko lažje obranili pred nevarnostjo, veliko lažje prišli do hrane in seveda ta gen, ki je v nas lahko tudi za samotarstvo ali pa za družbeno, bom rekel, pripadnost, je seveda bil nagrajen tak, ki si je želel bolj intenzivno biti povezan z družbo. In zato smo pač primarno v resnici družbena bitja, ne individualci. Ampak ker imamo zavest in se zavedamo, da se zavedamo seveda tudi sebe. In zato, da ohranimo to svojo lastno identiteto, seveda potrebujemo tudi osebno izkušnjo, osebno zavedanje sebe. Samo to je sekundarna stvar, da se sploh lahko učlovečim kot človek, potrebujem druge ljudi. To meni, v meni, v vas, pač v človeških bitjih, tli izjemno močna potreba po sobivanju v skupnosti. Sicer na Gaussovi krivulji nekateri imajo to potrebo izrazito močno izraženo, drugi manj, ampak nihče nima nič. Če je pred nami oseba, ki nima sploh nobene potrebe za povezovanjem v skupnost, pač govorimo o psihopatologiji. Imamo tako karakterne strukture, ki so seveda izjemno nevarne sebi, drugim in tako naprej. Govorimo o psihopatskih, sociopatskih osebnostih in tako naprej. Medtem ko mentalno zdrav človek je oseba, ki čuti močno potrebo, pa naj se tega zaveda ali ne, naj je vzgojen na tak ali pa drugačen način. Tako da jaz pogosto vidim, ko ljudje rečejo, jaz vsakemu povem, kar mislim, jaz sem s veliko ljudmi, v redu, mislim, daleč od tega, da ti nimaš te potrebe, mogoče nisi bil v življenju naučen pravilno zadovoljevati te potrebe in seveda danes je mogoče lažje reči, jaz pa nimam, mene pa ne briga.
Lejte, jaz srečnega človeka, ki bi bil skregan s pol sveta, še nisem videl. To pomeni, da v bistvu, če mi nismo povezani tudi z ljudmi, ki jih ne poznamo, trpimo. Danes se to zelo vidi, recimo ti bereš po nek svoj komentar, objavo na Facebooku, Instagramu, anonimne komentarje ljudi, ki jih ne poznaš, ne veš niti, kdo so, niti ne veš, če so iskreni, morda ti niti ne veš, če se delajo norca iz tebe in te prizadene. Te prizadene. To pomeni, ko ima nekdo žaljiv komentar, pokaže to oddaljenost od tebe, to odtujenost in to nas vedno znova zaboli. Nas zaboli seveda, če nas nimajo radi bližnji ljudje, ampak nas zaboli tudi, bom rekel, če pokažejo svojo sovražnost do nas ljudje, ki jih niti ne poznamo. Torej, ta potreba po skupnosti je globoko zapisana v naših genih. Po tej pripadnosti. Ja. Kaj pa to, mislim, zdaj se mi je čisto tako porodilo tudi v kontekstu tega, da zdaj se zelo poudarja, se vi kot klinični psiholog tudi to veste, mislim, v smislu najprej je treba tudi poskrbeti zase. Včasih ljudje ravno v tej skrbi za drugega ali ravno v tem momentu solidarnosti velikokrat pozabljajo pa zase. To je pa zdaj druga skrajnost. Prva skrajnost smo rekli, da izhaja en iz jaz, ne, vse z tega ega. Druga pa, da se pa včasih zna zgoditi ravno obratno, da se nekdo zelo razdaja ali pa zelo mu je mar za druge in pozablja na sebe. Ja, poglejte, pač živimo v svetu, kjer je mrzlo in toplo, prav in narobe, zgoraj in spodaj, levo in desno. In seveda je treba te sisteme usklajevati, ne. To pomeni, ko sem prej rekel, človek se zaveda sebe, se zaveda svojih potreb, ne zgolj potreb skupnosti. Našega vedenja ne vodijo nagoni, ampak zavestne odločitve. In seveda, če znotraj zavestnih odločitev pozabljamo na to, da je potrebno se spočiti, pojesti kos kruha ali pa zadovoljiti katerekoli tudi svoje nematerialne potrebe, potem seveda to povzroča na dolgi rok nezadovoljstvo, celo ogroža naše zdravje in tako naprej. Tako da sam zelo rad, ko delam z ljudmi, jih učim ravno tega ravnovesja. Torej, razumete, meni je sploh ne morem, meni je tuje razmišljati, da sem jaz sam sebi na prvem mestu ali pa da mi je moja družina. Če jaz vidim svojo družino srečno, zadovoljno, zdravo, to je meni največje veselje. Samo to veselje mi nič ne pomeni, če sem jaz na smrt bolana oziroma tvegam neko svoje vedenje nekje drugje. Torej, neka skladnost v skrbi zase in za druge je garancija za eno uravnoteženo, mirno, zadovoljno življenje. To gre z roko v roki, ne, seveda, se ne sme izključevati, ne, ampak so pač pojavi, ne, zato me je zanimalo. Kaj pa mogoče, kako razviti to neko solidarnost ali pa prebuditi ta občutek? Jaz mislim, da ta občutek je v nas. Na srečo ga ni treba vzpodbujati in razvijati, ga je treba predvsem dovoliti, da se izrazi in potem seveda sama socializacija otroka, mladostnika in potem kasneje v življenju v bistvu pripomore, da seveda ta vedenja izražamo na socialno sprejemljiv način. Veste, s tem, da onemogočamo otrokom, recimo želim preprosto stvar, da bi tekali po šoli, da bi tekli in se porivali in zaletavali eno drugega po šoli. Mi sicer seveda kakšna zlomljena roka manj, pa kakšna razbito čelo je manj zaradi tega, definitivno, in dejansko res, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, je kar vsake toliko en imel roko v gipsu in tako naprej. Danes je to v bistvu cela redkost, da ima nekdo v šoli, pa da se pri telovadbi, pa med odmorom, ne vem, preletel na roko, zato ker se otroci popolnoma drugače obnašajo. In seveda na ta način, ko ni tistega pristnega stila, pa pogledajte otroke na otroškem igrišču, ki so stari 2-3 leta, kako oni uporabljajo
tobogan. Ja, v obe smeri in to hkrati. Če so mame in očetje zdraven, je tam lepa vrsta, vsak gre gor, noben ne pleza gor, da bi dražil, zato ker tam so starši poskrbijo, da tega ni. In v bistvu onemogočajo v bistvu tisto pravo socializacijo, ki je ključna za razumevanje povezanosti. Ne. Jaz sem pomemben, jaz hočem imeti mir in jaz se spuščam po tem toboganu, ko se spuščam, imam pravico do enega miru. In tukaj sicer naredimo mogoče eno dobro stvar, da za enega otroka, ki je malo bolj zadržan, evo se je 2-krat spustil po tobogan, pa 50-krat, se ni važno. Ne. Sem po drugi strani, ne, kako naj ti otroci brez plezanja en po drugem, porivanja enega v drugega, sploh razumejo pomen skupnosti kot take. Ne? Oni se ves čas socializirajo v prisotnosti odraslih. Ne? Zelo malo sami s svojimi pravili, kjer ugotavljajo, kaj je prav, kaj je narobe, kaj pomeni ta skupnost. In seveda njim je največja skupnost število sledilcev na enem omrežju. In to je groza, ne? Ker v bistvu to število daje popolnoma drugačne informacije kot število resničnih prijateljev, s katerimi lahko igraš nogomet, si podajo žogo, badminton ali pa karkoli že. Kaj pa vas osebno recimo najbolj gane ali pa bom rekla se vas dotakne v kontekstu te solidarnosti? Tukaj sem jaz mogoče malo bolj čuden, ne? Mene se običajno... Mene običajno najbolj gane seveda moč, ki jo vidim v ljudeh, ki seveda po drugi strani potrebujo en segment naše pomoči. Recimo, da jaz upam, da ne bo izgledalo bizarno, ne? Jaz sem zelo rad v rehabilitacijski center Soča, ne? Zelo rad sem s tistimi otroki, imam predavanja za starše in tako naprej. Me to izjemno polni, ne? In seveda kljub temu, da jaz pridem tja zato, da bi nekaj za njih naredil, me fascinira njihova moč, ne? Mogoče oni ne vejo, česa o psihologiji in pride prav moje znanje o vzgoji, o čustvih in tako naprej. Sem po drugi strani, ne, jaz sem ves čas prepričan, da veliko več dobim od njih, kot sem tja prinesel. In grem vedno domov Bog ne daj z občutkom krivde, ne, ampak z eno zavestjo, ne, kakšno silno moč imajo ljudje, ki na videz gledajo, da rabijo na nekem področju življenja pomoč, ne, kakšno silno moč kažejo pa na drugih področjih življenja. Dostikrat sem sodeloval, tudi smo organizirali razna srečanja, predavanja, kjer smo zbirali denar, ki smo ga razdelili ljudem, ki so bili potrebni finančne pomoči. Ko sem se soočil z nekaterimi od teh ljudi, ne, ko vidiš, kakšno strast do življenja, voljo, pogum imajo, se češ, wow, ne, mislim, hvala vam, ne, vi meni, ne, ko se učiš od teh ljudi. Ne. To se mi zdi recimo ene take stvari, ki mene fascinirajo ob tem, ko se postavim na tisto stran, ko rečem, da sem jaz na videz dobronamiren. V resnici je toliko nematerialnih koristi vedno v našo smer. Ne. Tu ste mi zdaj tako dali zelo lepo istočnico za konec. Jaz sem kar takle zamravlinčila. Zdaj, kako ne rečem, slogan ali pa misel naših podcastov, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Želela sem vas ravno to vprašati, kaj vas navdihuje. Zdaj, delno ste mi že odgovorili. To srečanje oziroma sporočila teh ljudi, s katerimi sodelujete. Ja. Še kaj? Zagotovo. Jaz že 30 let spoznavam ljudi, ki prihajajo k meni, ko so v najzahtevnejših obdobjih življenja. Ko so izgubili bližnje, ko so se zgodile take in drugačne tragedije. Ne? In potem v bistvu ti ljudje imajo možnost, da se usedejo v kot, se smilijo sami sebi in ne naredijo nič, ker cel sebi jih nazadnje tudi razumel. Ampak potem dvignejo rit in grejo živeti naprej. Ne ker je lahko, ampak kljub temu, ker je težko. In ne razpravljajo o tem, zakaj se je meni to zgodilo, zakaj sem jaz nesrečen in tako naprej. Oziroma lahko tudi v enih obdobjih tega žalovanja, stisk, jeze in tako naprej. Tisto, kar me navdihuje, je to, ne, da živijo naprej. Da ne glede na to, kakšna je njihova izkušnja, izberejo življenje. Ne glede na to, da občasno jih preplavi temna žalost in popoln brezup, ker so izgubili ljubljeno osebo, zboleli, izgubili, ne vem, zdravje in tako naprej, pa vendarle, ne, zavestno in hote
v svoje življenje pripeljejo barve, pripeljejo mavrico, ki zgine, ko neha padati dež in sonce, pač tudi zgine v nekem trenutku ta mavrica, pa jo ustanejo in jo grejo iskati nazaj in ponovno pobarvajo svoje življenje. In te zgodbe me navdihujejo, so mi v neverjetno inspiracijo in ko je meni kdaj težko, mi ni težko najti razloga, zakaj dvigniti rit in iti živeti naprej. Bravo. Najlepša hvala, dr. Aleksander Zadev, za lep, navdihujoč, ganljiv pogovor. Veselimo se vas 20. novembra na maratonu pozitivne psihologije. In srečno. Hvala za vaše vprašanje, hvala za vaše iztočnice. Se vidimo v Mariboru. Tako, srečno.